Pozdravljeni, živijo. Z nami je danes Ali Kovačič in sicer je Ali študentka prvega letnika dodiplomskega študija digitalni marketing. Ali, čau, kako si? Živijo, Roke, sem super, pa ti? Ja, jaz sem tudi dober, v dobri družbi, čaka na en fajn pogovor, tako da se veselim. Ali, povej mi in najnim gledalcem, zakaj si ti prišla študirati na GEA College in zakaj digitalni marketing? Na GEA College sem prišla študirati zaradi tega, ker so mi ga na informativi predstavili kot neko odskočno desko v svet, da lahko štartaš visoko in greš samo še višje. In to sem tudi nekako iskala, ker sem zelo ambiciozna, rada imam izzive in rada pač napredujem v svojem življenju. Digitalni marketing pa zato, ker me zanima marketing. Digitalni marketing je pa itak edini študij v Sloveniji tukaj, tako da sem se pač odločila še na digitalni marketing, ker me zanima tudi Digitalizacija? Digitalizacija, tehnologija in tako naprej. Ja. Dobre, super, ja, se je taka beseda, da se ti jezik zapecla. Ja. No, ampak rekla si, da smo ti predstavili na informativi GEA College kot neko vstopno točko, da že začneš visoko in greš potem samo še naprej. Kaj je bilo tisto, kar ti je dal zaupanje, da bomo to res udejanjali? Kakšna je bila naša obljuba? Obljuba je bila, da bo veliko praktičnega dela in da bo veliko sodelovanja s podjetji, kar zaenkrat ste kar dobro držali, moram reči. In to me tudi zelo všeč, ker če delaš s podjetji, to pomeni, da se že pač v mladih letih naučiš nekega sodelovanja s podjetji in kako boš pol lahko delal naprej in se to sam še naučiš in pol vse znaš sam še bolj z izkušnjami. Tako da se mi zdi dobro, da začneš z izkušnjami že med študijom, ne pa šele po študiju. Super. In če se glih navežem na to, bi ti rekla, ker se mogoče s svojimi vrstniki pogovarjaš, s svojimi frendi, ki so šli študirati kam drugam, da GEA College vseeno izstopa po tej praksi, pa po praktični naravnanosti ali ne? Jaz bi rekla, da izstopa zaradi tega, ker ponavadi grejo vsi nekam tako v kakšna podjetja, mogoče kaj videti, kakšno proizvodnjo česa, kaj v tem smislu. Ampak tukaj imaš pa pač nekako tudi stik z vsemi ljudmi in se lahko z vsemi pogovarjaš in si z vsemi tako ful oseben, se mi zdi. Ker tudi imamo recimo predavatelje, ki pridejo sem za kakšno predavanje samo odpredavati, ki nam v bistvu povejo lastnoročne izkušnje in se lahko pol z njimi tudi povežemo pol kasneje na LinkedInu, Instagramu, kakorkoli jih tudi kaj še osebno vprašamo. Tako da to osebnost bi definitivno rekla, da je zelo plus. Ta oseben pristop. Se pravi, praktičnost, oseben pristop, si rekla povezovanje z gospodarstvom. In ja, to je v resnici res tisto, kar na GEA College skušamo dati, ker verjamemo, da je to neka taka preprosta, ampak učinkovita formula za to, da študenti lahko prosperirate in se dobro razvijate. Kakšen bi pa rekel, da je idealen študent za GEA College? Zdaj, ti si malo že namignil na kakšna si ti, malo tvoje sošolce imej v obziru, zato da se bojo mogoče kolegi, ki tole zdajle gledajo, da bojo rekli, pa saj jaz sem pa tudi malo tak. Ja, definitivno je dobra lastnost, da si ambiciozen, da imaš neke visoke želje v življenju, da nekaj res želiš doseči. Pa tudi to, da pač imaš mogoče že neko idejo, kaj bi mogoče kakšno novo idejo razvil. To je tudi zelo dobro, zato ker GEA College pomaga pri razvijanju novih idej, da jih dejansko uresničiš in zaženeš neke podjetniške ideje. Kaj bi še rekla? Rekla bi tudi podjetnost, ambicioznost. To dvoje je tisto ključno, To dvoje je ključno, verjetno ni še kaj za zraven, samo to je pa tako the spotlight. Ja, jaz bi sigurno dodal, ker vas študente poznam, da ste mogoče tudi zelo komunikativni, pa zelo odprti, in da imate pogum. Jaz bi recimo še to, ko vas gledam, vsi ste kar drzni. To pa res, rabiš imeti malo pogum, rabiš malo tvegati, tako da to je samo zelo dobro. To je le pač podjetniška lastnost, pametno tvegati, ampak tvegati, valjda. Zdaj, omenila si povezovanje s podjetji in tako, kaj so tvoje vizije, kaj so tvoje sanje? Ali iti najprej in se nekaj zaposliti, ali že kar v štartu odprti svoje podjetje, daj malo delja, da te malo spoznajo? Ja, jaz osebno nimam toliko želje odpreti svojega podjetja, mislim, to se mi zdi, da ni toliko zame, mogoče enkrat na stara leta ali pa kaj takega. Zdajle bi se še s časom študija bi se rada redno zaposlila v kakšni digitalni agenciji za digitalni marketing, to je bilo fantastično, res sem sanjala o tem že kar nekaj časa. Ali pa bi pa sam delala v nekem večjem podjetju na oddelku za digitalni marketing, tako da bi bila vodja podjetja, ne bi bila sam delala tam, ampak kaj v tem smislu.
To se potrjuje, da si ambiciozna, ne? Da želiš še več. Tako je. Evo, tukaj upam, da si že obiskala naš karierni center, da ti pomaga s kakšno digitalno agencijo navezati stik, ali pa da kakšnega predavatelja s kakšne agencije potegneš za rokav, ne? So vedno veseli, da kakšnemu študentu odprejo vrata. Povej mi še, zdaj, če malo zajadrava v ta okolje študijsko, da si znamo sploh predstavljati, koliko je recimo vas študentov v letniku, a ste velike skupine, majhne skupine, kako se ti to zdi, ta dinamika med študenti glede na... Ne, take zelo majhne skupine smo pa ful smo povezani med sabo, res komuniciramo, delamo velike tega skupinskega dela tudi na faksu, tako da pač se s tem še dodatno povežemo, tudi spoznamo druge naše sovrstnike spoznamo kot v smislu, kaj delajo dejansko, tudi mrežimo se tako, pač iščemo neke podjetniške ideje skupaj in tudi ta študij tudi veliko spodbuja to mreženje in druženje s vrstniki in začenjanje neke skupne podjetniške poti, bi rekla. Bravo, ja, ker res je, na GEA Collegeu zelo strmimo k temu, da vas spodbujamo k povezovanju, k mreženju. Ne? V poslu je ful pomembno to mreženje in lepo, če to lahko že med sošolci tudi kreiraš. Zdaj, sošolci ste si med sabo različni, prihajate iz različnih okolij in tako naprej. A bi rekla, da je za študij na GEA Collegeu potrebno, ne vem, ali da si na gimnazijo hodil, ali da si na srednjo šolo, ker velikokrat me kdo vpraša, ja pa ne, če sem jaz hodil na srednjo šolo ali pa če sem hodil na to in to gimnazijo, a imam potem kaj manj znanja za študij ali podjetništvo pa digitalnega marketinga. A se zdi, da so kakšne razlike? Ja, jaz bom tako rekla, nisem imel nobenega pojma o marketingu, o podjetništvu, ampak zdaj pa pač že vem kar precej, tako da bi rekla, da to definitivno ni pogoj, pogoj je pač neka želja pa motivacija pod tem, da si res želiš neko znanje in da pač to znanje pol kasneje tudi dosežeš. Super, vse je v nas samih, ne? Tako je, ja. Bravo, se strinjam, ja. Zdaj, študiji na GEA Collegeu so plačljivi. To moramo povedati na glas, da gre za zasebno šolo, poslovno šolo oziroma fakulteto in da je potrebna investicija v to znanje. Zdaj, a je študij drag ali je pocen, to je stvar vsakega posameznika, ampak tvoja percepcija me zanima. A je bilo, zdaj ti sicer si prvi letnik, pa dajva reči, da je polovica študija prvega letnika za tabo, ne? A kdaj obžaluješ, da si plačala ali pa investirala v sam študij? Ja, ne, meni se to kar obrestuje, ker kar sodelujem v pouku in pač tudi vse delam sproti, vse znam, vse mi gre, tako da nekako jaz ne vidim kakšne pomanjkljivosti tega, da je treba plačati, kako naj rečem. Je pa pač tudi res, da jaz sem na izrednem študiju in pač tudi zraven delam in mi to ni tak problem, tako da mogoče tudi to zauzeti v nek obzir, ne? Ja, tako je. Zdaj, delaš študij izredni, vsi naši izredni študiji na GEA Collegeu so ravno tako zasnovani, da v bistvu študent lahko zraven še opravlja neko delo. Kako pri tebi študij poteka, ob katerih dnevih, ob katerem času, a ti je to dovolj fleksibilno ali ti ni, bi hotela kaj drugače? Meni študij poteka v petkih popoldne od 4:05 do 8:00 približno, pa ob sobotah od 9:00 zjutraj do 1:00 popoldne. Rekla bi, da to je pač nek razumljiv obseg predavanj, pač itak vsak mora še sam zase malo pregledati snov, tako da se mi to v bistvu niti ne zdi toliko malo ali pa preveč, tako da mi v bistvu je lih super. Je pa pač res, da veliko mojih sošolcev tudi včasih ne more priti na predavanja, ker pač imajo neke poslovne obveznosti, kakorkoli. Tako da pač ni lih obvezno, da si prisoten na predavanjih, je pa zelo dobro pač, da si na predavanjih prisoten in da pač tudi sam imaš nek oseben pristop tudi k predavatelju med predavanjem in tako. Da se tudi ti s predavateljem kot študent zbližaš in da navežeš nek profesionalno oseben odnos. To sigurno pomaga, tako kot v življenju povsod, ja. Tako je. Zdaj, študirate večinoma petke, sobote, kdaj tudi kakšen popoldan še sploh izbirni predmeti. Ampak je večina profila, že zaposlenih študentov v tvojem letniku, ali ste pol, ali so eni taki, ki pač še nič ne delajo? Jaz bi rekla, da jih je veliko več kot polovica zaposlenih, ali prek študenta ali pa redno. Predvsej jih je tudi redno zaposlenih, ker so pač niso lih končali srednje šole, kot recimo jaz. Je že daljše obdobje, ne, od takrat? Ja, tako je. Tako da ja, jaz bi rekla, da večinoma jih kar dela, po mojem, ja. Ja, in verjetno, če delaš zraven, potem se tudi ni problem te študijne obroke kriti, ne? Mislim, niso zdaj taki astronomski zneski, da se to ne da zaslužiti. Niso taki astronomski zneski, ja.
Ja, to je pomembno, ker velikokrat dobimo kakšno zaskrbljenost, seveda, kakšno skrb posameznika, a bom to zmogel. Ne. Mi je fajn, da si to na glas povedala, da se da in da si celo ne sam povedala, ampak da ti dokazuješ to, da je to možno. A bi izpostavila kakšen predmet na digitalnem marketingu ti je do zdaj? Vem, da si šele prvi letnik, ampak enate mi vtis in kaj si od njega najbolj odnesla? Da mogoče vidijo najini poslušalci, bodoči tvoji kolegi, to dodano vrednost, ki si jo ti v pol leta uspela osvojiti. Ta predmet se še ni začel, ampak sem ful navdušena, zato ker se je predavateljica ful pripravila, vse nam je posnela že malo za vnaprej, da si pogledamo, da ne bomo čist klule prišli na predavanje. Pripravila nam je PDF je neke študije nekega podjetja, nekega primera na podjetju, ki bomo obravnavali, in ta predmet je marketing in trženjska analiza. In jaz res komaj čakam, ker se je profesor za to pripravila in jaz to toliko cenim od nje, tako da res, ja. Drugače pa so vsi predavatelji res taki, da se ful fokusirajo na prakso, tudi iz svojih lastnih izkušenj povejo veliko primerov, kakšnega, ne vem, stvari. Tako da v bistvu zaenkrat nimam tako nekega favorit predmeta, ki sem ga že oddelala, lahko si pa predstavljam, kjer bo to v prihodnosti. Si nam malo dala vedeti, Tako, ja. Omenila si, da imate tudi video posnetke, pa da imate elektronska gradiva, se pravi, tudi če se študira v živo, imate nek portal, a drži, kjer imate vsa gradiva. Kako je zdaj s to dostopnostjo in s to fleksibilnostjo študija v smislu, da imaš vse materiale, da si lahko študiraš, kadar želiš, kjer želiš? Je to možno? Ja, res je tako. Mislim, da je zdaj še opcija e-študija, če se ne motim, ne? Ja, res je. Okay. Ja, res je vse ful dostopno. Mislim, na portalu imamo pač po predmetih razporejeno gradiva, vsa so elektronska, tudi neke videoposnetki so dostopni, to je pač odvisno od predmeta do predmeta. In je tako, da pač tudi če mogoče na predavanju ne slediš toliko dobro ali pa pač ti kaj uide, ker pač vsak mu lahko uide, vsi smo ljudje, da si pač lahko pol še dodatno pogledaš, mislim, malo na portalu in je, ne vem, še malo, pa tudi kakšna dodatna gradiva so, tako da pač tiste bolj radovedne si lahko pol še malo nadgradijo svoje znanje. Sprav glede na to, da si bodoča diplomantka digitalnega marketinga, bi rekla, da je uporabniška izkušnja študija dobra. Ja. To je pomembno, ne? Super, da ste lahko stranke zadovoljne. Ja. Če gremo malo ta zaključni del, če bi ti kot mlada študentka zdaj na GEA College dala nasvet nekomu, ki razmišlja, a naj pride na GEA College ali naj pride kam drugam, kaj bi mu rekla? Lahko si vzameš 5-10 sekund za razmisliti, pa ga nagovor, pač res iz osebne izkušnje ne rabiš olepševati. Gre pa samo za to, da sama veš, da je včasih težko zbrati študija, ne? Sploh, če je pol še investicija tukaj v igri, pa zbrati izredni ali redni študij. Zakaj ti misliš, da je pač res to tisto, da je pa ta odločitev prava, no? Ja, jaz sem se drugače ful nisem vedela, kam bi šla. Mislim, vedela sem, da hočem iti na GEA College, tam sem bila res skeptična zaradi plačila in vsega tega. Tako da pač v bistvu jaz sem šla na karierni center, ne GEA College, ampak pač na karierni center in sem šla na predavanje, ki so pač povedali, kako se odločiti za študij. In v bistvu, kar mi je najbolj ostalo v glavi, je to, da ne mogoče gledati na naziv, ki ga boš imel na koncu, ampak na znanja, ki jih boš dobil. Ker itak znanja formalno lahko kombiniraš pol z neformalnimi, mogoče če igraš inštrument, ne vem, zihar se da kaj, da pač kombiniraš pol to dvoje, tako da ne to gledati na končni naziv, ampak bolj na znanja, ki jih dobiš. To bi jaz rekla. Bojo ta uporabna. Wow. Evo, še mene si vsega. Lepo, ja. Hvala, da so povedali. In ko govorimo o teh znanjih, še zmeri kdaj kje slišimo, da kdo vpraša ali pa reče, ja, dobro, sej te privatne šole, ne, to je pa čisto lahko, to pa plačaš pa narediš. Zdaj nekaj izpitov si že naredila, si mi prej, ko sva bila še offline, si mi zaupala, a ne? A je res tako, da sam plačaš pa narediš? Ja, očitno ne, mi dokazuje, da to pač ni tako, tako da bom mogla reči, da to ni tako. Še vsem se moraš nekaj potruditi, moraš nekaj časa vložiti, moraš imeti neke motivacije, ker drugače dvomim, da lahko narediš tudi ta fakt. Čeprav plačaš pa narediš. Super. A bi rada še kaj povedala, sem te izprašal vse tisto, kar si želela deliti mogoče z nami v tvoji izkušnji študija? Po mojem, ja. Po mojem si nekako dobro izprašal. Super. Ful hvala, da si vzela čas in da si za vso najino publiko bila pripravljena deliti tvojo izkušnjo.
Jaz ti želim, da boš še naprej tako zagnana, motivirana in disciplinirana pri svojem študiju, da čim prej uresničiš te želje in ambicije, ne? Delo v agenciji in tako, to se pol zmenimo od kariernim centrom, da ti še kakšna vrata odpre. In predvsem hvala, da si tukaj tudi zato, da te svoje izkušnje deliš z drugimi, ki jih mogoče čaka ta pomembna odločitev v življenju. Tako da Ali, drž se, pa se vidva. Hvala enako. Vam vsem pa hvala, da ste bili z nama in uživite. Bravo.